Dear Marina Abramović, hello. Hello. So I listened to your biography on audiobook read by you. Spoštovani Marina Abramović, pozdravljeni. Vašo avtobiografijo sem poslušal kot zvočno knjigo, ki jo berete sami. Moram reči, da vaš glas naredi izkušnjo meditativno in osebno. Čuti se, da imate poseben odnos do zvoka. Ampak zakaj mislite, da imam do zvoka poseben odnos? Zaradi glasu? Načina, kako berem? Zaradi načina, kako govorim o stvarih? Ker si vzamem čas in tudi prostor med besedami, ki se mi zdijo pomembne. Da, vse to. Niso vse zvočne knjige poslušljive, pri vaši pa je res dodana vrednost v tem, da jo poslušaš, namesto da jo bereš. No, ker nisem imel slušalk, sem telefon med nekim dolgim sprehodom držal v roki. Nisem imel rokavic, bilo je zelo mraz, prsti so mi utrpnili. Odločil sem se, da odneham. Potem pa sem se zdrznil. Marina mi pravkar pripoveduje, kako sta z Ulajem med performansom Night Sea Crossing v galeriji New South Wales v Sydneyju 16 dni nepremično sedela drug nasproti drugega. Njena bolečina se je že pretvarjala v posebno videnje modre svetlobe, podobno kot pri epileptičnem napadu. Jaz pa sem zaradi mraza obupal s poslušanjem. Opravičilo sebi je bilo, da saj sem tako ali tako le zunanji opazovalec. In pojavi se razmislek, ali lahko kot gledalci kadarkoli zares predremo membrano opazovane umetnosti. It's very simple. I'm always saying that nobody ever gets changed by reading somebody else's book. Zelo preprosto je. Vedno pravim, da se nihče nikoli ne spremeni, če prebere knjigo nekoga drugega. Prebereš čudovito knjigo. Misliš si, da je to nekaj najlepšega, kar boš kadarkoli prebral in da ti bo spremenilo življenje. Potem pa prebereš zadnjo stran te knjige, zapreš jo in spoznaš, da si natanko tak, kot si bil prej. V resnici se ni nič spremenilo. Spremeniš se lahko samo tako, da se sam odpraviš na potovanje. Gre torej za tvoje osebno doživetje. Lahko govoriš o izkušnjah drugih ljudi, vendar pa moraš korak narediti sam. Pomembna je samo osebna izkušnja. Only personal experience actually do the job. Because it was the same, let's say. Ampak denimo pri performansu The Artist is Present, umetnica je prisotna, leta 2010 v okviru vaše retrospektivne razstave v Newyorškem muzeju moderne umetnosti MoMA, ste bili vi tisti, ki ste nepremično sedeli ure in dneve. Obiskovalci so imeli priložnost, da so se nasproti vas usedli le za nekaj minut, več ali manj. Yeah, but it's lots of things happened there. Because, first of all, Ja, ampak tam se je zgodilo marsikaj. Prvič, ljudje so morali čakati dolge ure, da so lahko usedli tja. Čakanje je del procesa. Ljudje so spali pred muzejem. To je vse del procesa. Potem so prišli noter in sedli pred me. Sami so se odločili, ali bodo pred menoj 5 ali 10 minut. Nekateri so sedeli tudi 7 ur. Nekateri so prišli 21krat in so tam res vztrajali veliko časa. Nekateri pa so sedeli samo minuto. Odvisno pač od tega, koliko časa so želeli porabiti, da bi doživeli svojo lastno izkušnjo. Gre za matematični red. Energija, ki jo v nekaj vložiš, je matematično popolnoma enaka energiji, ki se ti povrne. Ne dobiš niti 1 grama več ali manj. Če vložiš 100%, jih 100 dobiš. Če jih vložiš 150, jih 150 dobiš. In tako ti naposled uspe, da obsediš pred mano. Sediš, opazujejo te drugi ljudje, ki čakajo, snemajo te kamere, fotografirajo te. Jaz te opazujem. Kaj boš storil? Nikamor ne moreš. Razen sam vase. Potem pa je odvisno od tebe, kako daleč vase želiš iti. Če tega ne preneseš, takoj odideš. Toda tam so nekateri ljudje res dolgo vztrajali z mano v tistem obdobju 3 mesecev in tako je nastal nekakšen klub. Nekaj časa so šli vsak mesec skupaj na večerjo in se pogovarjali o tej izkušnji, ki je bila zanje res pomembna. Zato mislim, da ima takšna vzdržljivostna umetnost, ki dolgo traja in zahteva napor, neverjetno moč resnične transformacije.
Ne preobrazi samo osebe, ki to počne, kot je mene vsekakor preobrazilo, pač pa tudi občinstvo, ki to spremlja. Ponavljam, gre za to, koliko časa želiš vložiti v neko delo. Povedala vam bom zabavno anekdoto o 2 Američanih, ki sta tako sedela na enem od mojih performansov in eden od njiju je rekel drugemu: "Poslušaj, ali kaj čutiš?" In ta je odgovoril: "Popolnoma nič." Nato ga je vprašal: "Kako dolgo pa že tukaj sediš?" Odgovor je bil: 5 minut. Pojdiva na hamburger. Ta človeka od vsega skupaj nikoli ne bosta imela ničesar, ker nista pripravljena vložiti čas. You grew up in Belgrade during the communist era. Odraščali ste v Beogradu v času komunizma. Niste se radi igrali z igračami, opazovali ste sence. Prah, ki se je v zraku lesketal v svetlobi, vas je spominjal na planete. Božič ste praznovali na skrivaj za črnimi zavesami. Babica je v kolač skrila velik srebrni kovanec. Tistemu, ki je vanj ugriznil in si pri tem ni polomil zob, naj bi to prineslo srečo. Dalo mi je misliti, kako so bili tudi vaši lepi trenutki povezani z bolečino, s trdoto. Nekaj storim, samo če se tega bojim. V tem je bistvo, pravite. I do something if I'm afraid of it. That's the essence. You know, what you just described my grandmother, I was lucky to stay with her till I was 6 years old. Omenili ste mojo babico. Imela sem srečo, da sem do svojega 6. leta odraščala z njo. Sovražila je komunizem, popolnoma. Večino časa je preživela v cerkvi, celo krstiti me je dala, kar je bilo takrat povsem v nasprotju s pravili. Oče in mama sta potem spraševala pri komunistični partiji, kako je to sploh mogoče. Babica v svoji kuhinji je bila središče mojega sveta. Tam se je govorilo o sanjah. Prerokovala mi je iz belega fižola in seveda iz kavne usedline. Imela je starodavno modrost, kar sem oboževala. Spominjam se, da je vsakokrat, ko me je v šoli čakal kak težek preizkus, vzela kozarec vode, ga pljusnila za mano in mi nato zabičala, da se ne smem ozreti, ter povedala, da bo vse v redu. Spominjam se, da sem imela po zimi v snegu povsem premočen hrbet, pa se vseeno nisem ozrla, ko sem odšla v šolo. Vse, o čemer sva se pogovarjali, sanje, vraže, vse te nevidne energije, vse sem verjela. Vendar sem odraščala tudi z materjo in očetom. Za njiju pa so bili pomembni disciplina, moč volje, pravila, pogum. Ta mešanica obojega me je izoblikovala v to, kar sem zdaj. Znana je dilema, kje se začne in konča igra. Vi pravite, da je v gledališki igri kri paradižnikova mezga, v performansu pa je kri res kri. Ampak bi šel z vprašanjem v nekoliko drugo smer. No, slovenska skupina Oho, ki je tudi vas v zgodnjem obdobju navdahnila, je brisala mejo med umetnostjo in vsakdanjim življenjem. Bili so odprtega duha, zagovarjali neideološki in igriv pogled na svet. Sprašujem se, ali je ravno v tem prihodnost umetnosti, ali vsaj ideal, da se bo zlila z nami in bomo nekako prehajali iz ene v drugo obliko povsem spontano ali kar ostali v njej. Dejanske in simbolne zamejitve umetnosti odvedno obstajajo in jo določajo v kategorije. Slika ima svoj rob, galerija je namenska stavba, v katero vstopimo kot v nekakšen živalski vrt. Tudi performance nenazadnje se zgodi šele, ko se umetnik sprehodi do točke, kjer ga bo izvedel in ima neki časovni in koreografski okvir. V kakšni meri torej umetnost potrebuje mejo, okvir, da jo sploh prepoznamo in ali jo moramo prepoznati, da lahko obstaja? You have like 6 questions in this question. Let me go back to... To vprašanje obsega kakih 6 vprašanj. Naj se najprej vrnem k skupini Oho. Bila je čudovita, pomembna avantgardna skupina umetnikov v Sloveniji. Bili so pred vsemi drugimi v nekdanji Jugoslaviji. Naj poudarim, da govorimo o komunistično-socialistični Jugoslaviji. Ta skupina Oho je enostavno nastopila prezgodaj. Ljudje dejansko niso mogli razumeti njene kakovosti, izvirnosti in pomembnosti.
Včeraj so me povabili na ogled novega dokumentarca z naslovom Oho film. Videla sem ga in dejansko gre za odličen material. Snemali so ga 4 leta. Po ogledu so mi postavili nekaj vprašanj in odgovorila sem: poglejte nas, tu smo, v Cankarjevem domu. Gledamo ta film 70 let pozneje, si morate misliti. 70 let pozneje. Zdaj ljudje končno razumejo, kako pomembna je bila skupina Oho. Priznanje in pomen so pridobili tudi znotraj umetnostnega okolja. Toda trajalo je tako dolgo. Ljudem se je prej zdelo, da gre pri tem za zabavo, da to sploh ni nikakršna umetnost. Enako se je dogajalo meni z mojo skupino in pozneje meni sami. Performance nikoli ni bil del osrednjega toka. Nikoli nismo mogli živeti od tega dela. V svoji skupini sem bila edina ženska. Tudi pri Oho je bila ženska, Marika. Ne vem, ali morda zato, ker ni želela, vendar nikoli ni bila predstavljena kot dejavna članica skupine, čeprav je bila zelo pomembna osebnost. Ta ženska je nekako zmanjkala. No, kaj pa je bilo potem s to skupino v nadaljevanju? Mislim, da je Oho prezgodaj odnehal. Jaz nisem nikoli odnehala. In zdaj sem tu, 60 let pozneje. Umetnost moraš vzeti povsem za svojo in delovati v kontekstu umetnosti. Kar počnem, je vsekakor znotraj umetnostnega konteksta. Nastopam na bienalih, v muzejih, v centrih sodobne umetnosti. Ko se svojih performansov naveličam, si rečem, zakaj ne bi raziskala česa drugega. Tako sem ustvarila gledališko predstavo, ustvarila sem opero. Nedavno je bila premiera mojega obsežnega interaktivnega projekta Balkan Erotic Epic. Posnela bom film. Če obvladaš performans, je možnosti ogromno. Dejansko lahko deluješ v različnih kategorijah umetnosti in v teh kategorijah ustvariš nekaj povsem novega. Zato mislim, da se je Oho prezgodaj umaknil v osamo. And that's something that Oho just went to seclusion too early. Marinin oče Vojo je svojega starega partizanskega prijatelja Fila Filipoviča, ki je bil umetnik in formela, prosil, da ji da slikarsko lekcijo. V njenem malem ateljeju je pripravil nekaj posebnega. Izrezal je kos platna, ga položil na tla, polil z lepilom in potrosil s peskom ter rumenim, rdečim in črnim pigmentom. Na vse skupaj je zlil še pol litra bencina in z vžigalico prižgal. Eksplodiralo je. To je sončni zahod, je rekel. Navdušena je potem to obesila na steno, postopoma pa je vse zbledelo, izginilo. Spoznala je, da je bistven proces in zanjo je bil potem vedno bistven proces, ne končni rezultat. Da pa umetnost lahko nastane iz česarkoli in je lahko karkoli, se ji je posvetilo, ko je ležala na travi in zrla v nebo. Sled za 12 vojaškimi letali se je razblinila v nič in nebo je spet postalo modro. But art will always need a border, a category, a frame. Ampak umetnost bo vedno potrebovala mejo, kategorijo, okvir. Ne potrebuje jih. Posamezniki jih ne potrebujejo. Vzemimo na primer Josefa Beuysa. Josef Beuys je bil vedno del Fluxusa, pozneje pa ni bil več, bil je samo Josef Beuys. Nam June Paik je vedno sodil v kategorijo video umetnikov, pa je pozneje izstopil iz nje. Umetnik prestopa meje posameznih skupin, meje Fluxusa, meje slikarstva, meje kiparstva. Postane posameznik, ki ustvari svoj lasten jezik. To je pomembno. Ljudje, ki ustvarijo nov jezik. Marcel Duchamp, na primer, v katero kategorijo bi ga umestili? Slikal je, kiparil, fotografiral, tudi šahiral je. Zunaj kategorij. Ali pa John Cage. So ljudje, ki jih ne moreš kategorizirati. No, sorry, Nam June Paik, I mean John Cage. So there are people that you can't put them in the box. Aesthetics without ethics is just cosmetics. This was Ulaj's principle. Estetika brez etike je samo kozmetika, je bilo Ulajevo načelo. In zdaj bi vas vprašal, kaj pa umetnost mora? Je umetnost lahko svobodna tudi v smislu ignorance, neaktivnosti? Ima umetnost pravico lenariti, biti lahko živa, prezirljiva? Kakšna je torej njena dolžnost? Free willers, what is its duty? You know,
Zelo osebno vprašanje za vsakega umetnika je, kaj dejansko hoče s svojim delom. Ali hoče biti boem, hoditi naokrog in razpravljati o svojem delu, piti kot norec, se predozirati z drogami, umreti mlad in si predstavljati, da je genij. S trdim delom na katerem koli področju lahko ustvariš nekaj, kar bo lahko zares pomagalo družbi. Mislim, da je najpomembnejša umetnost tista, ki družbo pripravi do drugačnega razmišljanja. V vsakem stoletju je zelo malo takih umetnikov. Drugi pa jim samo sledijo in sploh niso zanimivi. Tu lahko govorimo o Maleviču, o Rotu, Van Goghu, Michelangelu. Lahko gledamo naprej ali gledamo nazaj. To so umetniki, ki so nekaj spremenili, ki so spremenili pogled družbe. To so pomembni vizionarji. To so tudi umetniki, ki v trenutku, ko so ustvarjali svoje delo, niso bili sprejeti ali pa zelo redko. El Greco, na primer, 100 let pozneje. Včasih se družba in tisto, kar želiš povedati, pač ne skladata. Oho, če se vrnem, je res odličen primer. Nihče se ni fokusiral na njihovo delo. Še nekaj moram dodati, in sicer, da morajo biti umetniki svobodni, da lahko ustvarjajo. In kršiti morajo pravila. Ustvarjati morajo svoje lastna pravila. In ustvarjati stvari, ki so za družbo zares pomembne. To je dejstvo. Slediti kakršnim koli obveznostim, tradiciji, kakršnim koli omejitvam, tega ne moreš. Umetniki morajo biti popolnoma svobodnega duha, da lahko ustvarjajo delo, ki je pomembno. Kar ste povedali, se veže na moje naslednje vprašanje, namreč v svojem manifestu ste med drugim zapisali, da umetnik ne sme ubiti človeka. Vprašanje zamejitev umetnosti je vedno znova zanimiva dilema. In kaj lahko naredimo v imenu umetnosti, česar sicer ne bi smeli? Ne stori drugemu, česar ne želiš sebi, bi zdržalo, če človek ne bi vedel, čez kaj vse sta šla z Ulejem za svoje umetniško izražanje. In the name of artistic expression. Vsak umetnik je na svojem osebnem potovanju, zato ni mogoče napovedati, kaj bodo storili drugi. Potovanje je osebno. Pomislite, kaj bi na primer naredili, če bi vam nekdo ubil otroka? Boste ubili tega človeka ali pa ga ne boste? To bi se moral vprašati sleherni človek. Vedno se spomnim neverjetnega odgovora njegove svetosti Dalaj Lame. Rekel je, ubijanje lahko končamo samo tako, da odpustimo, da se naučimo odpustiti in na to nismo pripravljeni. V človeški zgodovini se skozi stoletja ponavljajo nasilje, pobijanje, uničevanje in vojne. Vse se kar naprej ponavlja, ker se nikoli zares ničesar ne naučimo. Poglejte, kako je bilo med pandemijo covida. To je bil odličen primer, kako bi dejansko lahko rešili planet onesnaževanja. Ljudje so takoj zadihali svež zrak, niso se vozili z avtomobili, imeli so več časa. Potem pa je bilo nevarnosti covida konec in spet smo se vrnili na isto slabo pot. Mislim, da je za umetnika zelo pomembno, da vidi širšo sliko. In ta je, da se ljudje vedno pobijajo. Vedno obstajajo vojne, samo imenujejo se drugače. Vedno gre za isto stvar. Ljudje smo nasilni. In morda je ena od nalog umetnika, da se loti tega problema, česar politiki nikoli ne storijo. Pa še ta vidik bi dodala. Kam me boste umestili? Moji starši izvirajo iz Črne Gore. Rodila sem se v Beogradu. Odšla sem na Nizozemsko, imam nizozemski potni list. Odšla sem v Ameriko, imam ameriški vizum, nimam ameriškega potnega lista. Odkot prihajam? Kam sodim? Celoten planet hočem imeti za svoj atelje. To je zelo pomembno. Drugače se vedno osredotočaš na majhne probleme. Vedno je res treba gledati širšo sliko. Boljša dela, kot sta delala, slabši je bil vajin odnos z Ulejem, pravite. Ko sta se leta 1988 na kitajskem zidu po dolgi hoji drug proti drugemu simbolno razšla, je to dejanje imelo tudi umetniško performativno vrednost. Če bi denimo čez leta prišla spet skupaj kot partnerja,
Bi s tem to umetniško delo izgubilo svoj naboj? Bi se simbolnost in umetniškost tega razhoda razvrednotila? You will be reunited, let's say, in the... But why we look at something that didn't happen? Look at reality. Zakaj bi človek gledal nekaj, kar se ni zgodilo? Glejte, kar je resnično. Resničnost je, da sva po letih najinega razmerja, ki je razpadlo, končno dobila dovoljenje, da prehodiva veliki kitajski zid. Lahko bi rekla, dobro, zdaj je prepozno, tega pač ne bova storila, vendar sva. Zdelo se nama je, da to lahko izkoristiva kot način, kako končati najin odnos. Zdelo se nama je dobro tudi za celotno idejo najinega dela. Šlo je za ljubezen in za konec neke ljubezenske zgodbe. Dejansko je bilo to najboljše, kar sva lahko storila. Po tistem pa 7 let nisva govorila. Morda se res preveč ukvarjamo s tem, kaj bi bilo, če bi bilo. Tako kot se je zgodilo, je pač edina resnica. Ja, seveda. Pred kratkim sem dala intervju za BBC, kjer so mi postavili eno preprosto vprašanje. Ste poslušali posnetek svojega glasu iz obdobja, ko ste bili mladi? Kako pripovedujete ljubezenske zgodbe? Ne, nisem ga. Tega nočem početi. Ničesar ne poslušam, ne maram gledati nazaj. Zame je pomembno samo to, kar je zdaj in kaj bo moj naslednji korak. Pa to, koliko časa še imam, da naredim, kar hočem narediti, preden umrem. To je pomembno. Vsa ta nostalgija, ki jo živimo, to je zelo značilno za nekdanjo Jugoslavijo. Ta nostalgija za preteklostjo. Kako čudovita je preteklost. Kako je bilo vse bolje, zdaj pa je slabo. Danes je vse, kar imaš. Preteklosti nimaš več, prihodnost pa se še ni zgodila. Yeah, but you often have coincidences that seem almost unbelievable. Ampak pogosto vam prihajajo naproti skoraj neverjetna naključja. Ko ste v Amsterdamu spoznali Ulaja, sta ugotovila, da imata na isti dan rojstni dan, 30. novembra. Potem pa še, da oba vsako leto v svojem žepnem dnevniku iztrgata stran s tem datumom. Kako je torej s to usodo? Jo ustvarjate ali prihaja sama kot darilo? Vajno načelo, ko sta živela nomadsko v kombiju, je sicer bolj narekovalo spontanost, art vital, brez stalnega prebivališča, stalno gibanje, neposreden stik, samostojna izbira, preseganje omejitev, tveganje, mobilna energija, brez vaje, brez predvidenega konca, brez ponavljanja. Zato sprašujem, ker ste po eni strani človek, ki prepoznava številna znamenja in simbole v dogodkih v življenju, hkrati pa pravite, da morate veliko stvari organizirati, vzeti usodo v svoje roke. Kaj pa vem? Pravzaprav je preprosto. Za naju z Ulajem je bilo pomembno vedeti, da je atelje pravzaprav past. Sovražim atelje. Vsak dan greš tja, tam nekaj ustvariš in vse racionalno premisliš. Za naju je bilo pomembno najprej ustvariti življenje. Obiskala sva starodavne puščave, obiskala sva aboriđine, obiskala sva Tibetance, živela sva v avtu, vedela sva, kje so bencinske črpalke, kjer se je mogoče stuširati. Molzla sva koze in ovce. To je bilo življenje. In z življenjem so prišle ideje. Dejansko je bilo preprosto. Bilo je zelo čisto in jasno. Danes pa česa takega nihče več ni pripravljen početi. Vsi hočejo, da jim je udobno. Nama ni bilo udobno. Toda bilo je najboljše obdobje mojega življenja. This was not comfortable, but it was the best part of my life. Nekoč ste dejali, da mora imeti umetnik poleg moči za ustvarjanje še sposobnost in voljo, da svojo umetnost umesti v prava prostor in čas. Vložiti mora veliko truda v iskanje sredstev in načinov, da predstavi svojo umetnost. Če se zdaj osredotočiva na ozadje nastajanja umetniškega dela, na administracijo in koordinacijo, kar razstava v Cukrarni res zanimivo razgrne, tu so poslovni sporazumi, dogovarjanja o načinih kritja potnih stroškov in honorarjih, pisma, skice za performanse. Kustosinja Alenka Gregorič piše o tem, kako dokumenti postavljeni v galerijo, recimo fotografije, videi in zapisi o performansu, ohranjajo oziroma na novo vzpostavljajo njegovo auro. Torej dokumenti v tem smislu niso samo dokumentarna kategorija, temveč zmorejo pričarati in rekonstruirati razpoloženje umetniškega dela. Kaj pa vi menite o tem?
What do you think about that? No, we didn't have any opportunity. Prej ni bilo priložnosti za take razstave. Sicer pa izviram iz komunizma. Moja mati je bila direktorica Muzeja revolucije v Beogradu. Vedela sem, kako pomemben je material. Zbirala sem vse, dobesedno vse. Vse lahko namreč pozneje postane dokaz. Tako je bilo v komunizmu. Ulaj je bil fotograf, vse je fotografiral, snemal najine pogovore. Tako je nastala neverjetna količina gradiva, ki sva ga imela na voljo. Kadarkoli se je ponudila priložnost za kak performans, sva pripravila performans, nikoli pa nisva dobila priložnosti, da bi pokazala, kaj vse je potrebno, da umetnost funkcionira, kar pomeni tudi ogromno pisarniškega gradiva. V svojem skladišču hranim ogromno škatel z dokumenti iz vseh obdobij najinih življenj. Vabila, neskončno veliko pisem, pogajanj, računov za vse mogoče, okvirje in tako naprej. Če si umetnik, ne sediš samo v ateljeju in si misliš, da te bo nekdo po božji volji odkril. Resničnost pač ni taka. Dejansko moraš garati kot hudič in tako kot vse drugo moraš obvladati tudi to. Pravzaprav ni veliko umetnikov, ki bi to počeli. Ne govorim o Ljubljani, ker je ne poznam, ampak o Beogradu. Ljudje moje generacije so leni. Ko greš tja, vidiš, da posedajo v vedno istih restavracijah, pijejo enake pijače in se pritožujejo o istih stvareh, ki se niso zgodile. Delati so začeli že konec 70-ih let, pa niso ustvarili ničesar novega. Kako je to mogoče? Življenje gre naprej, treba je delati. Če bi skušali vsaj 10 dni živeti po mojem urniku, tako kot jaz delam in potujem pri svojih letih, bi izčrpani pristali v sanatoriju, verjemite mi. You will be in sanatorium, exhausted, believe me. Posebno dodano vrednost ob gledanju video performansa ima lahko tudi skriti kontekst. Pred znamenitim aktom Imponderabilia v Muzeju moderne umetnosti v Bologni leta 1977, ko so ljudje hodili med Ulajem in Marino, ki sta stala gola na vratih, je Ulaj skril honorar v straniščni kotliček. Še dobro, ker je performans prekinila policija. To je bil pač čas, ko so bile take umetniške akcije problematične. In na videu se vidi, kako Ulaj takoj po koncu nekam odbrzi, Marina pa ostane še nekaj sekund. Strah ga je seveda bilo, da ni vmes že kdo potegnil vode. So you think that your work doesn't lose its hour? Torej menite, da vaše umetniško delo z razkrivanjem administrativnega ozadja ne izgubi svoje aure, o kateri se tako pogosto piše. Morda postane celo večja. It becomes even bigger. Work have to breathe himself and have his own energy. Glejte, delo mora samo dihati, imeti svojo lastno energijo in ustvarjati čustva. In to vse je samo ozadje, kako prideš do tega. Zelo pomembno je, da si opažen, še posebej, če si mlad umetnik. Talent je seveda pomemben, vendar je potrebno res ogromno trdega dela. Naj postavim stvari v perspektivo. Veliki umetnik Damien Hirst je imel 265 pomočnikov, Jeff Koons 186, samo za Ellison več kot 200. Jaz imam 3 in ne bom jih imela nič več, kajti stvar bi se potem spremenila v industrijo in to se mi zdi nevarno. Preveč bi producirala. Hiperprodukcija je pomemben problem. Zato sem v svojem manifestu zapisala, da se je treba zavedati svojega lastnega umetnostnega onesnaževanja. Years ago I researched the nature of innovative teaching. Pred leti sem raziskoval značilnosti inovativne pedagogike, torej kako uspešno se da neko učinkovito učno metodo formalizirati, da bi bila prenosljiva na različne pedagoge. No, pokazalo se je, da je uspešnost pedagoškega procesa izredno odvisna od učiteljeve osebnosti, spretnosti, karizme. Tudi če dela po natančnih navodilih, so tiste drobne improvizacije in žar, kako to izvede, ključni, da prižge luč v učencu. Navezati se želim na poustvarjanje umetniških aktov. V okviru razstave Art Vital v Cukrarni bodo igralci uprizorili rekonstrukcije performansov. Zdi se mi, da je tudi v umetnosti ključen element neopisljivega. Ker če bi se dalo povsem racionalno razložiti, zakaj ima neko delo umetniški naboj,
bi imeli formulo. Kako je torej s tem poustvarjanjem? So how is your view on the process of reenactment? First of all, teaching. Let's concentrate on teaching. Najprej o poučevanju. Če umetnik premore določeno modrost in če dovolj dela, nikakor ne sme biti sebičen, temveč mora svoje znanje prenesti na mlade in jim dejansko pomagati. Sama sem se mučila, vendar nočem, da se mladi umetniki mučijo. Želim jim pomagati in to tudi počnem. Odprla sem inštitut, kjer se osredotočam na poučevanje mladih umetnikov prav o dolgotrajajočih, vzdržljivostnih umetniških akcijah. Inštitut, ki deluje po metodi Abramovič, je odprt za vse. Imamo 8 programov. Imam skupino ljudi, ki jih poučujem in ti dejansko delujejo po moji metodi. Predstavljamo 64 umetnikov iz 34 držav. Njihova dela razstavljamo v različnih muzejih in galerijah in jim omogočamo, da je njihova dela res mogoče videti. Performance pač ni nekaj, kar bi pogosto prikazovali v kulturnih ustanovah. Zato sem želela ustvariti takšno platformo. Pri tem smo zelo uspešni. Gostovali smo skoraj po vsem svetu, vse do Avstralije, vse povsod. Zdaj nas čaka indijski bienale. To se mi zdi zelo pomembno. Drugo, 7 Easy Pieces je bil moj prvi akt, ki je pomagal razumeti, da je vsaka nova predstava v zgodovini vnovičnega uprizarjanja zelo pomembna. Bila sem prva umetnica, ki je uveljavila to idejo. Sodelovali so številni, tudi Ulej. Najprej je rekel, to je smešno, saj vendar ne moremo poustvarjati tvojega dela. Pozneje pa je to sprejel. Pomembno je, da pri delu ne gre za nekakšno zaprašeno podobo v starih knjigah in na slabih videoposnetkih. V tistih časih pač ni bilo dobrih videoposnetkov. Nova generacija prispeva svojo karizmo in svoje ideje. Plesne točke je na primer mogoče znova uprizarjati in tako dobijo novo življenje. Mislim, da je zato ta ideja uspešna. Moja generacija je takšnim zamislim nasprotovala, toda moja generacija ne nastopa. Ničesar novega ne počnejo, skoraj mrtvi so. Res, ni več veliko živih. Zato mislim, da je moja dolžnost, da ustvarim takšno platformo, ki bo performerjem omogočila, da bodo dlje živeli in bodo del umetnosti. Pred 2 letoma ste imeli samostojno retrospektivno razstavo na Kraljevi akademiji v Londonu kot prva ženska v 255-letni zgodovini. Londonska razstava je bila zaradi covida prestavljena, kar je bil za vas blagoslov. No, kaj se je v vas in v svetu spremenilo, da je bila ta razstava leta 2023 še toliko močnejša? After COVID. That it was a better timing. Took 7 years to make the show, including COVID and complications. Razstavo smo pripravljali 7 let ob covidu in drugih zapletih. Poleg tega se jim je zdelo, da je zelo tvegano ponuditi ženski kaj takega. Potem pa so imeli rekordno število obiskovalcev. Uspeh je bil velikanski. Ljudje so končno začeli verjeti v transformativno moč performansa. Imela sem zelo mlado občinstvo. Obiskovalci so seboj pripeljali svoje starše, ljudi moje generacije, da bi videli moje delo. To se mi je zdelo zanimivo in pomembno, ta sprememba v občinstvu. Ne gre več za določen del javnosti, ki se ukvarja s kulturo. Gre za občinstvo, ki z umetnostjo samo nima nobene zveze, ga pa zanima, ker spremlja družbena omrežja in pride pogledat nekaj drugačnega in novega. In to je zdaj moje glavno občinstvo. To je res velika sprememba. Zato sem lahko na Glastonburyju zbrala 250,000 ljudi. Ljudje so že vedeli, zakaj gre pri mojem delu. Since you have always looked boldly into the future, ker vedno prodorno zrete v prihodnost, Marina Abramovič, česa si želite v prihajajočem novem letu? Zase in za svet? I'm extremely positive. Veste, sem zelo pozitiven človek. Če si vedno negativen, če kar naprej kritiziraš vse okoli sebe, te sploh nikjer ni. Glede življenja si zagrenjen. Jaz pa si mislim, poglejmo sami sebe. Sicer snemate intervju z mano, ampak vprašala vas bom, kaj lahko spremenite?
Kako se lahko drugače spopadete s problemi? Kaj lahko dejansko prispevate, da bi malo povzdignili človeškega duha na svetu v tem težkem trenutku človeške zgodovine? Kaj lahko storim kot umetnica? Kaj lahko stori pek, ki peče kruh? Kaj lahko stori vrtnar? Če bi se vsi zares spremenili in si postavili to vprašanje, bi lahko spremenili svet. To je nekaj, kar izvira od posameznikov in ne iz tega, da kritiziramo. Vlada je slaba, to je slabo, ono je slabo. Že od nekdaj je slabo. Za nas gre. Vedno rada povem, kako je Matisse med drugo svetovno vojno, ko so vsi slikarji slikali grozote vojne, v katerih je odsevala resničnost, slikal samo cvetje. In slike polne veselja. Nikoli nisem razumela, zakaj. Toda v tem, kar je počel, je nekaj globokega. Zakaj bi slikal nekaj, kar odraža tisto, kar že je? To je nekaj slabega, kar ti mori duha. Zakaj se ne bi obdali s pozitivnostjo, humorjem in upanjem? To je naš trenutek upanja. I think this is our moment of hope.